da mene, ki prav posebej ni potrebno predstavljati, Vojko Kunaver, sicer že 20 let na Zavodu za šolstvo skrbim med drugim tudi za učne načrte ob vseh ostalih nalogah, sicer pa sem pred tem delal kar nekaj let, oziroma 10 let v šolskem polju, tako da upam, da se poznamo tako ali drugače iz tega našega področja, pedagoškega področja in bi kar nekako, ker nas čas preganja, začel. Namreč današnji referat, ki sva ga s kolegom Filipčičem nekako skupaj pripravila, se dotika predvsem iz moje strani posodobljenih učnih načrtov za zgodovino 20. stoletja. V tem kratkem času bom skušal narediti en kratek oris, kaj pravzaprav se v zadnjih 20-25 letih dogajalo na področju osnovne šole, pa seveda nekaj podobnega se je dogajalo tudi v gimnaziji. Jaz bi rekel takole za uvod, v 80-ih letih, pravzaprav še v času nekdanje skupne države, so bili učni načrti precej pisani v duhu tedanjega časa in seveda spremembe, ki jih prinaša konec 80-ih let, so pravzaprav klicale po spremembah tudi pri pouku zgodovine oziroma pri podlagi, torej pri dokumentih, ki jim rečemo učni načrti. Do tistega časa ni bilo nekih v bistvu dilem, če ste imeli učbenik za zgodovino, recimo v 80-ih letih, tisti, ki smo tedaj že poučevali, vemo, da so ti vzorno sledili tudi učnim načrtom, tako da ni bilo nobene dileme, če ste vzorno obravnavali snovi, ki so bile, ali pa vsebine, ki so bile v učbenik, ki ste v bistvu že sledili učni načrt. Konec 80-ih let in začetek 90-ih prinaša spremembe. Spremembe tako na družbenem, političnem področju, ne le pri nas, pač pa vemo v celi Evropi, v vsej Evropi. In na zborovanju leta 90 je dr. Vodopivec že izrazil željo po spremembi in posodobitvi učnih načrtov in prvi nekak tak korak so bili v bistvu vsebinsko, pa tudi konceptualno posodobljeni učni načrti leta 1994. To so bili ti učni načrti za gimnazijo. Ob drugi strani pa seveda so tudi te novi trendi trkali na vrata naše slovenske šole. To je bil čas velikih sprememb. Vsi tisti, ki smo tedaj učili v šoli, se spomnimo, da je bil vendarle od nas posameznikov zelo odvisen tudi pristop, kako smo se znašli brez učbenikov v nekem novem stanju, je bilo pač veliki meri odvisno tudi od vsakega posameznika. Naslednja stvar, na katero bi želel opozoriti, je bila kurikularna prenova 96-98. 96, tu mislim na gimnazijo, ki se je v bistvu 96, da dobimo nove učne načrte za gimnazijo, 98 pa še za osnovno šolo. Tu je šlo v vpeljevanju 9-letne osnovne šole in lahko rečemo, da je v veliki meri šlo za tako temeljito prenovo, pri kateri sodelujejo tudi učitelji, praktiki, pa potem naši kolegi iz univerz, inštitutov in tako naprej. No in učni načrt, ki je bil sedaj, seveda je bil odprt, vendar lahko rečemo, kljub svoji naravnanosti, še vedno morda ni dopuščal ali pa si učitelji niso znali vzeti te velike izbirnosti. No, mi smo potem zatečeno stanje, takrat sem že bil na zavodu, nekje dosegli in v naslednjih letih, približno po slabih 10 letih, je prišlo seveda tudi do tega, da smo si želeli, oziroma da je prišla želja in namig, da bi se ti učni načrti posodobili. Kar pomeni, ne spreminjali popolnoma v osnovi iz temelja, ampak posodobili. Šlo je torej za posodobitev. V vsem tem času smo v bistvu precej spremljali tudi trende zahodnih, severnih držav, pa tudi drugih držav in nekako šli smo v smer, naj vendarle ni cilj predmeta zgodovina v osnovni ali v srednji šoli predelati vse zgodovine, ampak da bi v bistvu
skušali te vsebine obdelati neko kakovostno uporabo sodobnih oblik in metod dela po eni strani in pa da zgodovina nauči naše otroke in dijake kritičnega razmišljanja. No in seveda potem smo šli v to smer, da bi recimo, no samo to bi izpostavil, če smo imeli v učnih načrtih iz leta 96 ali 98 še formulacije, kaj učenec ali dijak zna, ve, pozna, našteje, smo sedaj težili k formulacijam, razume, primerja, razvrsti po pomembnosti, analizira. Skratka, skušali smo v pouk in v dokumente vnesti te višje ravni znanja, višje taksonomske nivoje. Seveda, skrati s spremembo dokumentov smo si zelo želeli, da bi se tudi pouk posodabljal in sicer posodabljal v smislu sodobnejših oblik in metod dela. Star frontalni način poučevanja naj bi zamenjale sodobnejše oblike, več aktivnosti učencev, dijakov, več tudi raziskovalnih metod dela pri pouku in tako naprej. Analize in spremljave, ki smo jih mi delali v tem času, so nam že nakazovali, da se tudi učitelji želijo nekaj novega, nekaj drugačnega pri pouku. Ampak problem je bil v tem, kaj naj izpustimo. Snovi vsebinsko gledano še vedno zelo veliko, torej zdaj bo treba delati neko selekcijo in to je bil tudi čas, ko se intenzivno uvaja 9-letna osnovna šola, ki pa v tistem času še ni v celoti zaživela, mislim, da je dokončno zaživela tam nekje v šolskem letu 6-7. Tako, kako je bilo to v učnem načrtu za osnovno šolo v letu 1998? Kako so bili zapisani tematski sklopi? Jaz sem se osredotočil malo bolj na 20. stoletje, ki se je nam, ki smo bili v bistvu tudi soavtori in soustvarjalci učnih načrtov najbolj problematični. V 9. razredu osnovne šole si v tem učnem načrtu sklopi še vedno sledijo kronološko. Kar pomeni, da se je nekako začel pouk, ki je zajemal 8 tematskih sklopov s prvo svetovno vojno kot nekako občo evropsko svetovno zgodovino, nekaj smo prišli na Slovence med prvo svetovno vojno kot nacionalno, pa potem svet med obema vojnama spet kot občo evropsko temo, pa potem Slovenci med obema vojnama kot nacionalno zgodovino, ob tem, da smo seveda določene stvari, ki so bile prej vezane na nekdanjo skupno državo, precej že reducirali. No, potem imate drugo svetovno vojno, ki se absolutno ne obravnava več tako poglobljeno, kot se je še v 80-ih letih, prav tako tudi Slovenci in Slovenci po drugi svetovni vojni, dva sklopa, ki pa sta žal velikokrat ostala neobdelana ali šibko obdelana, v čemer je bil tudi en tak hujši očitek tistih, ki so imeli nekako dvome o tem, kakšen je pouk in kakšna je kakovost zgodovine v osnovni ali v srednji šoli. Mi smo se med leti 6 in 8 intenzivno lotili posodabljanja, govorimo prosim o posodabljanju in ne o prenovi, ker smo imeli za osnovo tale učni načrt, ki ga imate na levi strani, torej zgoraj, zapisanega z rdečo, to je učni načrt za zgodovino. In tu smo v bistvu na nek način, to nam je služilo kot osnova. Imeli smo tudi mednarodne primerjave, delo komisije za posodabljanje učnih načrtov, ki sem jo koordiniral, pa se nastavljajo tudi na izsledke Komisije za nacionalno preverjanje znanja. V veliki meri smo za mnenje spraševali tudi učitelja zgodovine in v bistvu rezultat je potem nekako ta učni načrt. Glavno izhodišče, pri katerem v bistvu lahko rečem, smo imeli največ dilem, kaj
in kako. Ali ustrajamo na kronološko-tematskem pristopu, tistega, ki ste ga videli na prejšnji schemi, s tistimi 8 tematskimi sklopi, ali preidemo k tematsko-kronološkemu. In seveda, mi smo želeli v tem našem preboju, v sodobnejši učni načrt, predvsem to, da bi ponudili izbirne teme. To smo nekako videli tudi pri nekaterih evropskih državah, ki so na ta način reševali problem prenasičenosti zgodovine 20. stoletja. In seveda, to je potem ta dilema, kako bolj zgoščeno, ampak vendar je dovolj kakovostno obravnavati zgodovino Slovencev 20. stoletja, oziroma druge polovice 20. stoletja in začetka 21. stoletja. Rešitev smo videli tudi v sodelovanju z našimi kolegi, učitelji, praktiki, nič več tako podrobno obravnavati zgodovino Slovencev med obema vojnama, zlasti SHS, pa tudi pri obravnavi druge svetovne vojne in povojne slovenske zgodovine je pravzaprav bilo potrebno določene stvari reducirati. Je pa res, da je bilo za nekatere naše kolege, zlasti tiste naše v bistvu generacijske sodobnike, to kar težavno in je bilo potrebno kar nekaj časa, ampak mislim, da je moral nekako vsak pri sebi razčistiti, kako bo te stvari delal v bodoče. Povojno obdobje, torej vidite, to je že obdobje več kot 70 let, je pravzaprav na nek način nam predstavlja tudi v tem posodobnem učnem načrtu določene trende, namreč govorimo o svetovni, evropski in slovenski zgodovini. Nujno smo opozorili na krizna 80. leta v Jugoslaviji in pa seveda na pomembne politične spremembe konec 80. let, tako v Evropi kot tudi v Jugoslaviji. Ne smemo zanemariti procesa osamosvajanja, neodvisnosti, vojne za Slovenijo, tudi v ciljih, ki se pojavijo v teh učnih načrtih iz 2011, za osnovno šolo govorim, je ta proces osamosvajanja, vojne za Slovenijo in pa Slovenijo v 90. letih mnogo bolj razdeljen, kot je bil v učnih načrtih iz leta 1998. Ja, problem obravnavati občutljive teme, to je bil vedno v bistvu tudi izziv za učitelje, pa tudi za sestavljavce učnih načrtov. Recimo o povojnih pobojih, kako govoriti o povojnih pobojih, na kakšen način se loti teme. Kako obravnava drugo svetovno vojno na ozemlju Slovenije, pojavljajo se poleg tistih standardnih naših stvari, ki jih poznamo že, tudi določene zadeve na novo, pojavljajo se recimo pojavlja se problem prisilne mobilizacije v nemško vojsko in tako naprej, tega prej skoraj ni bilo obravnavati v 80. letih. Pa potem imamo seveda te dileme med revolucijo, patriotizmom in tako naprej. Česa je preveč, česa je premalo in tako naprej. No in da zaključim, ker me čas preganja, mi smo nekako precej podobno. Imamo po eni strani politične značilnosti 20. stoletja, ki jih peljemo kot svoj sklop od začetka 20. oziroma od prve svetovne vojne do začetka 21. stoletja. Potem gospodarske spremembe, gremo še enkrat od začetka 20. do začetka 21. stoletja in potem gremo še z nacionalno zgodovino. Časa naj bi bilo zdaj dovolj, ker ur je ostalo enako, tudi za en izbirni tematski sklop. In zaključujem v bistvu s tem takole. Torej, 3 obvezne tematske sklope imamo v tem novem učnem oziroma posodobljenem učnem načrtu, kot sem jih prej omenil, poleg tega pa imamo še 3 neobvezne izbirne teme ali tematske sklope, ki jih učitelj izbere sam, in sicer od telegrafa do svetovnega spleta, spreminjanju vsakdanjika in vojne v 20. in 21. stoletju. Kaj ne rečem za konec? Glede na naše izkušnje in glede na to, ko se pogovarjamo z našimi učitelji na študijskih skupinah, lahko rečemo, da v večini primerov posodobitve učitelji podpirajo, da jim je to delo olajšano, da so tudi uspeli nekako bolj predelati snov zlasti druge polovice 20. stoletja, ampak menimo pa, da bo potrebna še neka temeljita spremljava, kjer bomo dobili bolj
verodostojne podatke. Toliko z moje strani. Hvala. Tako, hvala lepa. Dobar dan, lep pozdrav. Uradno se odzivam na ime Vincent Filipčič, drugače sem pa tajnik komisije za učbenike, tako da pravzaprav nisem primarno zgodovinar, ampak sem pa vseeno družboslovec. Ukvarjam se seveda tudi s področjem učbenikov na Zavodu za šolstvo, zato sem bil vključen v to kvalitativno analizo kakovosti uporabljenih učbenikov v osnovni šoli in gimnaziji. Ta analiza se je opravila v letih, mislim, med 7 in 9, tako da se umešča v prostor oziroma v čas, ko so nastajali tudi prenovljeni učni načrti in del teh analiz je bil tudi vključen, oziroma s temi analizami so bili seznanjeni tudi pripravljalci in snovalci te prenove učnih načrtov. Zdaj, ta del, ki ga bom sam predstavljal, pravzaprav je samo en del te analize, pravzaprav gre za bolj ta kvantitativni prikaz, se pravi predstavitev ankete same, ki je bila pripravljena med učitelji osnovne šole, osnovnošolskimi, srednješolskimi oziroma gimnazijskimi učitelji. Sama skupina, se pravi ta širša skupina, ki je pripravljala to kvalitativno analizo, si pa zadala znotraj tega sklopa te cilje, ki so tu zapisani, se pravi, ali učbeniki sledijo zahtevam sodobnega pouka zgodovine, to je bilo tedaj vprašanje vseh pripravljalcev prenovljenih načrtov, potem kakšno je razmerje med narodno, evropsko in svetovno zgodovino, potem razmerja med vrstami zgodovine in pa preveriti vprašanje obravnave določenih obdobij zgodovine. Na podoben način bo tudi sledila cela ta predstavitev, da bom predstavil, kaj je pravzaprav se zgodilo. Anketo samo smo upravljali v mesecu oktobru in novembru leta 2008. Metoda sama so bili anketni vprašalniki. Poslali smo jih, vzorčili smo učitelje, ki so poučevali v tistem letu oziroma šolskem letu prej. Namreč spraševali smo jih po učbenikih, ki so jih uporabljali oziroma jih uporabljali. Vsi tisti učitelji, ki so prvo leto začeli učiti, so bili izključeni iz tega vzorca, ker pravzaprav te izkušnje še niso mogli imeti. Anketne vprašalnike smo poslali na 448 osnovnih šol, se pravi 649 učiteljev jih je prejelo, oziroma 165 učiteljev v 80 srednjih šolah. Sami podatki, same ankete smo zbirali po pošti, pravzaprav je bila anonimna, tako da vsak lahko zelo prosto predstavljal svoje odločitve oziroma svoje mnenje. No, vrnjenih nam je bilo 308 vprašalnikov, v katerih je sodelovalo 246 učiteljev osnovnih šol, 54 učiteljev iz gimnazij in 8 učiteljev iz ostalih programov. Tako da zato zbirnike je zgolj za osnovnošolski in gimnazijski program. Spravi, analizirali smo 300 anketnih vprašalnikov. No, vsa mnenja o učbenikih smo zbirali pravzaprav po teh sklopih. Se pravi, kako je potekala izbira učbenika, se pravi, kako se je učitelj odločil, da je sploh izbral učbenik. Spraševali smo jih o oblikovalnosti učbenika, o vlogi pri načrtovanju učbenika pouka, vlogi pri izvajanju pouka, odzivih učencev. Pri teh odzivih učencev smo seveda bili malo skeptični, ker dejansko gre za subjektivno presojo učitelja, kako je on doživel, kako učenec doživi učbenik, ampak vseeno se nam je zdelo, da nek tak odziv tudi zaobsežemo. Ugotovitev o vsebinah iz učbenika, o menjavah, razlogih, zakaj se odločijo za menjavo in pa seveda to, kar je bilo pravzaprav še najbolj pomembno, predlogi za nove učbenike, oziroma kaj ne bi učbeniki vključevali v prihodnje. No, zdaj, postopek same izbire, tukaj nas je zanimalo, kako pravzaprav se učitelj odloči, oziroma kaj so najpogostejši razlogi, ker ga privede, da se za nek učbenik odloči.
Zdaj, relativno dosti velika številka je bila, tudi zelo spodbudna je bila, da je 62% učbenik prebralo, predno ga je izbralo. To nam je bil zelo razveseljiv podatek. Glede na to, da pravzaprav so ostali razlogi, recimo, če tukaj pregledamo, zelo visok je ta poznavanje avtorja oziroma poznavanje programa, založbe je zelo visok, zelo en pomemben razlog, potem posvetovanje s kolegi je zelo prisotno, se pravi, da se učitelji ni nujno, da se vsak sam odloča, ampak da vedno še malo povpraša svojega kolega, kaj je, kako on uporablja, kaj mu je v redu. Potem, zelo nizek odstotek je pa seveda sicer tudi povezan tudi z drugimi dejavniki, da so same predstavitve učbenikov na šoli bile razlog za izbor tega učbenika. Zdaj, recimo, tukaj je tudi nekaj malega zadrega pri tem zadnji lineji, se pravi, približno 40% se jih odločilo, če je imel učbenik tudi priročnik za izvedbo pouka, kar pa ni nujno, da ga ima. Ampak vseeno, nam je bil pomemben razlog, ali tudi priročnik vpliva na sam izbor. Zdaj pa sami dejavniki, se pravi, tega prvega pregleda stika učiteljev z učbenikov so pa nekako tako bili razporejeni. Zdaj, anketna lestica je bila od 1 do 5, se pravi, 1 nič, mislim pravzaprav zelo malo, zelo majhen vpliv, 5 pa je zelo velik vpliv. To so tudi vsi ostali odgovori, tako naprej rangirani, samo ta pač metodološka opomba. Vsebina učbenika je bila na prvem mestu, odločitev predmetnega aktiva na šoli je bila druga, uporabnost priloženega priročnika, to je zanimivo, da se je tako visoko vrstil, ker ga je relativno ni toliko pogost še. Videz in pa seveda cena učbenika je seveda, to sem dal pa za nekega drugega razloga zraven, da se vidi, da cena pravzaprav pri učitelju ne igra kakšne posebne vloge pri izboru. Potem samo oblikovanost učbenika, učitelji so zelo dobro ocenjeni, samo oblikovanost oziroma same učbenike kot takšne. Tudi strinja se s temi trditvami, ki jih tukaj so navedene, da slikovno gradivo dopolnjuje besedilo, prispeva preglednosti, sama izdelava učbenika se ocenjuje kot kvalitetno v redu in pa seveda, da je pač pomoč pri uspešnem doseganju ciljev. Vloga pri načrtovanju pouka. V tem elementu smo tudi dobili odgovore, da so učitelji zadovoljni s tem, kako jim učbenik pomaga pri njihovi neposredni pripravi za izvedbo pouka. Zdaj, najvišja stopnja strinjanja je bila z ugotovitvami, da učbenik pomaga pri razvijanju razumevanja učne snovi oziroma vsebin, moram zdaj bolj uporabljati ta termin. Zdaj, ta večna dilema o napakah, ki jih srečujemo vedno znova v medijih, dejansko učitelji so nam sporočili, da potem ta postopnost se jim je zdela tudi v redu in pravzaprav tudi ta predstavitev vsebin, pojavov pojmov, z njo so tudi bili relativno zadovoljni. Ne strinjajo se pa s temi ugotovitvami, ki jih tudi mestoma zasledimo, da ta stereotipnost predstavljanja spolov in pa stereotipno prikazovanje različnih kulturnih in etičnih skupin. In pa seveda, tudi ta je bila tudi zanimiva, ker zelo pogosto v tistem času, pa tudi sedaj, da so te razprave še bolj pogoste, da je veliko preveč fotografije v samem učbeniku. Učitelji pravzaprav tega ne vidijo na ta način. To bomo tudi naprej pri nekih drugih ugotovitvah videli, da pravzaprav si želijo, da je ta stopnja, mislim, da je neka ta prisotnost tega dejavnika še vedno v samem učbeniku, da to ne ocenjuje negativno. No, zdaj tukaj smo pri teh odzivih, ki so pravzaprav relativno subjektivni, ampak nam vseeno dajo nek odziv, kaj se dogaja pravzaprav v razredu, ko se bere učbenik oziroma ko se pogovarjajo z dijaki oziroma učenci.
Zanimivo je ta ugotovitev, da se učitelji ne strinjajo s tem, da potrebujejo dodatna navodila za uporabo učbenika, se pravi, da jim učbenik že sam po sebi, oziroma takšen kot so, jim že daje dovolj navodil, kako pravzaprav z njim ravnati, kako se z njim postaviti v razred. No, tukaj smo pa zdaj pri nekem bolj mehkem delu, a ne, se pravi zastopanost vsebin oziroma vrst zgodovin v učbeniku. Ugotovljeno je bilo, da so pač po mnenju učiteljev, ne, da treba izpostaviti, da je največ seveda zastopana politična zgodovina, potem sledi obča in vojaška, najmanj je pa zastopan ta integralni zgodovinski pristop, zgodovina regij in zgodovina vsakdanjega življenja. Zanimivo je, ker se potem kot želja, kaj za prihodne, se pa pravzaprav stvari obrnejo, razen pri obči zgodovini. Zastopanost vsebin v učbeniku prihodne, no, nekaj sem že povedal, ne, je ravno obrnjena lestvica kot je bila prej, ne, da si želijo nekak celostne predstavitev vsebin v učbenikih in pa nek poudarek slovenski zgodovini, kar je seveda, če zdaj ko nas nekdo vpraša, če imamo radi, ne, da je več naše zgodovine v učbenikih, smo malo subjektivni, ne, tako da mogoče imaš tudi ta ocena, ampak vseeno grem zdaj sedaj naprej. Tukaj se pa zdaj oziroma v prihodne, kakšne vsebine ne bi bile, kako ne bi bile zastopane vsebine v prihodne. Se pravi, tako da bi otroci oziroma dijaki prišli, da imeli ta občutek za čas in prostor, kar pravzaprav je sploh potreba pri pouku zgodovine, da je prisotna ta predstavitev z večjih zornih kotov vsakega zgodovinskega dogodka in pa seveda tukaj pa pridemo do te fotografije z enega drugega konca, da se predstavljajo te poudarki za spomenih dejstva za samo zgodovino. V manjši meri se pa seveda so se strinjali učitelji, da na predstavitev osebnosti, potem se razlike niso tako očitne, so še vedno odgovori zelo pozitivni. Potem predstavitev obliki zgodbe, da tukaj le si ne želijo tako izdatno. No, tukaj smo zdaj prišli do teh glavnih ugotovitev, nekako bom rezimiral vse te ugotovitev do sedaj. Skratka, učbenike so doživljali v tistem obdobju pozitivno, sama podoba, kot smo že ugotovili, je tudi primerna, da učbeniki so v korist učiteljem pri njihovem delu v razredu. Prav tako tudi ocenjuje, da učenci imajo oporo pri spoznavanju potrebnih vsebin. Potem je tudi uvržena bila ta trditev, da je preveč fotografije v učbenikih. Potem zanimiva pa je, mi smo delali tudi primerjave po dobi učenja, po vrstah izobraževalnih programov učiteljev. In smo ugotovili, da pravzaprav pozorni na ceno učbenika kot gimnazijski. Potem, da jim je videz bolj pomemben kot je gimnazijskim učiteljem pri samem izboru. In pa seveda in tudi sama podoba je bolj odločilnega pomena kot pri gimnazijskim. Glede slovničnih napak in sploh teh takih tehničnih napak, pravzaprav so po oboje ugotovili, da tega ni tako veliko v učbenikih. Glede usposabljanja ugotavljajo, da ga ne potrebujejo, sem že na nek način povedal. Potem, da je obča zgodovina je dovolj. Potem slovenske zgodovine menijo, da je v zadostni meri prisotna, da je ni preveč. To sem pa že povedal, da pravzaprav obča zgodovina vsakdanjega življenja si želijo imeti največ in to je njihovo mnenje, da to mora biti prisotno v učbenikih. Potem pa želje, nekako to smo posumirali vse skupaj iz teh rezultatov ankete, kaj si pravzaprav učitelji želijo imeti, se pravi, da bi bile prisotne strategije poučevanja in vsebine, ki jim omogočajo učencem lažje umeščanje
snovi v čas in prostor in ta večkotnost, se pravi predstavitev vsakega dogodka z večjih zornih kotov. No, ta zadnji stavek, pravzaprav se je takrat je bil relativno svež, danes se že ponavlja, ampak dejansko takrat meni se pravi osnovna želja iz ankete učiteljev je bila, da naj bi učbenik učence spodbujal k opazovanju pojavov, razvijal vedoželjnost, motiviral k uporabi pridobljenega znanja ter vodil v razvijanje kritičnega mišljenja in iskanja problemov. Danes je to zdaj sicer že res vrapsičivka, ampak takrat je malo bolj svež stavek. No, to je vse. Hvala.